V rastlinjaku zelenjava raste tudi v mesecu februarju. Tukaj imamo česen, pri nas česen sadimo v rastlinjak za mlad česen, ki ga pohrustamo na prvih spomladanskih piknikih. Vidimo, da je sajen zelo na gosto. No, ta vmesni prostor pa ni prazen. Tukaj sem že sejal mesečno redkvico in nekaj semen, ki so plitvo sejana, se tudi vidi. Tako da mesečna redkvica bo vzklila ob toplem vremenu in hitro zapolnila ta prazen prostor. Predlagam pa za mesečno redkvico, če sejete tudi zunaj na vrtu, da je seme lansko letno sveže, tako se ima višjo energijo, kaljivost in tudi boljše raste. No, v nadaljevanju pa je zimska solata, ki že lepo napreduje in bo v marcu ob toplem vremenu in tudi ob februarju že kar lepo napredovala, še posebej takrat, kjer imamo veliko sonca. No, tukaj pa imamo setev graha. Pri nas grah v rastlinjak sejemo že konec novembra, začetku decembra. Na ta način spomladi hitro začne z rastjo in tudi zelo lepo prezimi. Še boljši rezultat pa imamo z bobom. Sadimo oziroma iz semena konča v zemlji ravno tako v istem obdobju jeseni oziroma pozimi kot grah. No, v zadju pa se razrašča azijska listna zelenjava, ki jo že režemo in uživamo za svežo solato. Tukaj je pravzaprav tudi mlada čebula. Mlado čebulo pojemo na prvih spomladanskih piknikih, dodamo jo tudi v solato. V ozadju pa vidimo tudi prazne gredice. Na praznih gredicah sem lansko jesen oziroma začetek zime sejal rukolo in pa portulak. Setev ni bila uspešna, tako da bom zdaj kmalu sadil sadike zgodnjega zelja in pa tudi pora, tako da rastlinjak je praktično ves čas poln. V rastlinjaku imamo tudi nekaj zimske shrambe, kar se tiče solate, pa smo jo sadili v večjih terminih, da celoten pridelek ne bo za pobirati kar naenkrat. Kar se tiče zimske shrambe, naj povem, da že leta presadimo v vrt zelje, radiče, kitajsko zelje, ohrote v jesenskem času. Zdaj je trenutno že skoraj čisto prazna. Kmalu bomo pobirali prve, druge vrtnine z rastlinjaka. Seveda v tem času pa poskrbimo tudi za to, da izberemo krompir, ki vam najbolj ustreza v tem letu. Mi že tradicionalno sadimo odporne sorte na krompirjevo plesen, to so Twister, Alouette in pa Levante. V lanskem letu smo bili zelo zadovoljni v sušnem poletju tudi sorto Rudolf, ki naredi globoke korenine, ne trpi suše. Letos bomo poskusili še sorto Eland, ki je v rangu sorte Kallingford ali pa včasih Igorja, bela, pozna sorta. No, vidimo, da na visoki gredi tudi že nekaj raste. Tukaj je tudi mlada čebula in pa motovilec. To drobno seme je bil motovilec naknadne setve, tako da motovilca bo kmalu dovolj na visoki gredi. Visoka greda se prebudi pred vrtom. No, kot vidite, vrtne grede trenutno še počivajo, so pokrite slamo. Imeli smo tudi nekaj mačkov, ki so kopali po gredi, ampak smo vse skupaj pokrili z mrežo, tako da je dejansko na vrtu še vse mirno. No, v zadju pa že ob toplem vremenu čaka narez jagodičevje, predvsem tukaj mislim maline, robide, tudi sadno dreve, predvsem pa se bom najprej lotil robid, tako da in pa malin, tam je dela kar nekaj in to bo tisto opravilo ob toplem februarskem vremenu. Bom zavihal rokave in ob koncu meseca že pričel z rezjo. Vam pa želim vse dobro na vašem zelenjavnem in sadnem vrtu. Spremljajte nas pa tudi na YouTubu, prijavite se na nove objave Instagramu, Facebooku in pa TikToku. Na vse zadnje pa tudi na vrtnarski spletni strani Zeleni svet.